Uspela mi je. Kaj mi je uspelo? Ja, nastopil sem na TEDx Ljubljana 2022 dogodku, kjer sem govoril o jecljanju oziroma natančneje o svoji življenjski zgodbi. Kaj boste pa videli v današnjem videu? Ja, povedal vam bom, kako sem dejansko prišel do nastopa na tem eventu, dogodku in kako sem preživel ta dan, ko smo imeli ta event. Kaj sploh je TEDx event? TEDx je event, kjer se poslušajo ideje vredne širjenja. Vsi poznamo TED. Gre za krovno organizacijo, ne glede na vse skupaj, pa se poslušajo ideje vredne širjenja. Kolikor je meni znano, se TED dogodki dogajajo samo v Ameriki, TEDx dogodki pa se dogajajo po celem svetu. Torej gre za tako imenovane lokalne evente. Danes smo tukaj zato, da vam povem, kako sem sploh prišel na ta event. Na ta event sem prišel po priporočilu nekoga. Koga? Nimam pojma. Dejstvo je, da ima vsaka TED oziroma TEDx organizacija razvejano mrežo znancev in vseh možnih povezav, in tako se je zgodilo, da je nekdo opozoril na moj kanal na YouTubu. Pogledali so svoj kanal, videli so, da je nek potencial v meni, na kar so mi poslali e-mail, da jih zanima to področje, katerega predstavljam, in ali bi bil zainteresiran za morebitni razgovor. Sem rekel, ja, seveda, nisem rekel takoj ja, dajmo. Umirjeno sem napisal, seveda, super. Dejstvo pa je, da sem 14 dni pred tem mailom, ki so mi ga poslali, sem ravno gledal TED govore na YouTubu o jecljanju in sem si takrat sam pri sebi rekel, kaj bi bilo dobro, če bi jaz enkrat nastopil na takem dogodku. In evo, se je zgodil. No, pa ne tako hitro. Torej, dobili smo se na prvem razgovoru, spraševali so me določene te stvari o jecljanju, o mojem pogledu na življenje, kaj lahko prinesem na event, in prvi razgovor je šel zelo dober, na kar so me poklicali potem na drugi razgovor. To je bil že zelo ozek krog izbrancev, ki so nas izbrali, oziroma niso nas še izbrali, ampak so zelo omejili to število potencialnih govornikov na samem dogodku. Tudi ta drugi intervju je šel zelo dobro mimo, na kar smo, mislim, da zdaj bo že dobro leto od tega, izvedeli, da smo bili izbrani za govornika. Spomnila se mi je največja želja. Nisem pa vedel, da bo potrebno kar nekaj časa, da bo ta event zaživel. Zakaj? Ja, zaradi korone. Event je bil planiran, da bi bil to že decembra 2021 v Cankarjevem domu. Pač zaradi korone se je to vse skupaj podrlo. Smo pa že začeli sicer z vajami takoj na začetku. Mislim, da smo imeli 1 ali 2 vaje, sploh tako, da smo dejansko sploh začrtali, kam naj bi šel govor. Oziroma, pri prvi vaji se spomnim, da sem prišel z nekim predlogom govora in na to so mi kar rekli, ne, Marko, ne govoriti ti na splošno o jecljanju. To nisi ti. Ti govori o sebi, o svoji življenjski zgodbi. No, na drugih govornih vajah sem seveda predstavil to svojo življenjsko zgodbo po TEDx načelih, ki so drugačni kot od neke take splošne govorniške prireditve, kjer lahko razpredaš minute in minute dolgo. Jaz vem, da bi lahko to svojo življenjsko zgodbo dal nekje na pol ure ali tam nekje. No, tu smo na
koncu prišli na 14 minut. Kajti TEDx načelo je, in ki sem ga jaz sedaj usvojil, je to, manj je več. Da dejansko s čim manj besedami poveš čim več. Da nadaljujem. Torej, po teh 2 prvih vajah je potem prišlo to obdobje korone, lockdown in ne vem kaj še vse, razne omejitve in seveda se v Cankarjevem domu ni dalo to izpeljati na nek normalen način. Fast forward, do konca februarja se ni dogajalo praktično nič na tem področju in dokaj hitro so se potem začele stvari odvijati. Začele so se vaje, mislim, da na začetku smo imeli enkrat na mesec, potem pa čedalje pogosteje, tako da na koncu nekaj dni pred samim eventom smo imeli že praktično vaje zelo podobne samemu eventu. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo imeli že ta sicer polkrog zaradi velikosti prostora, imeli smo že zaslone, kjer smo videli minutažo, probali so pričarati res čim bolj tako vzdušje in ta zadnji teden, pred eventom sem jaz šel na 3 vaje, čeprav ne bi bilo potrebno, kajti imel sem že zelo izdelan govor, ampak sem šel, kajti več imaš vaje, boljše je, vsaj jaz tako mislim. Torej, prišel je dan D, 22. maj 2022. Jaz sem prišel že na tonske vaje ob 11. uri, čeprav je bil sam event ob 16. uri. Jaz sem šel raje zato čim prej na tonske vaje, pa tudi sem ostal na eventu zaradi tega, ker sem želel čutiti ta duh tega TEDx-a, pa da bi se čim prej aklimatiziral. Kajti po moje, da mi jecljavci rabimo še celo malce več tega aklimatiziranja oziroma da nekako osvojimo ta prostor, v katerem bomo nastopali kakor ostali ljudje, ki nimajo težav v govoru. Presenetljivo je šla moja prva tonska vaja zelo v redu mimo. Zakaj? Ja, zato ker veliko ljudi se ustraši svojega glasu. Tonsko vajo, kot lahko vidite zdaj na tehle slikah, smo delali praktično pred prazno dvorano. Razumljivo, zaradi take ure, ob kateri smo delali te tonske vaje. In jaz sem zelo se hitro navadil svojega glasu, jaz sem začel kar govoriti svoj govor in po mislim, da v 2-3 minutah je bilo že vse ok in sem šel dol z odra. Potem sem še parkrat vmes, v vsem tem času do dogodka sem šel čez svoj govor, kar mislim, da je čisto normalno. Gostitelji so zelo lepo poskrbeli za nas, kakor lahko tudi vidite na slikah. Potem se pa ob 16. uri se je dogodek začel. Zdaj boste videli na parih slikcah moje komentarje spodaj, kaj se je takrat dejansko dogajalo. Dajmo si zdaj pogledati tehle par slikc, pa se potem še vidimo na koncu videa. Kakor ste videli, fajn atmosfera, fajn ljudje. Tukaj moram še enkrat javno izpostaviti, v dobrem smislu seveda, celotno TEDx Ljubljana ekipo, kajti to so nekateri člani samega društva, so organizirali z veliko pomočjo prostovoljcev. Najbolj pa seveda moram jaz tukaj izpostaviti v dobrem smislu Boštjana Romiha. Pa ne zato, ker je slaven oziroma ker ga večinoma njega poznamo, ampak zato, ker mi je dal res veliko v teh govornih vajah. On je bil namreč vodja govorniške ekipe in dal mi je zelo veliko nasvetov, tudi kar se tiče samega jecljanja. Ja, imel sem problemčke, sicer ne z orem jecljanjem, ampak z začetkom na samih vajah.
Kajti plan je bil tak, da sem začel v kolikor govor. To pa lektorji seveda sovražijo in skoraj na koncu so spremenili v to če. Ampak ta če me je zaradi tega, ker imam sedaj malce slabše obdobje v govoru, čeprav vi tega ne vidite, ne slišite, mi je delal kar probleme in je lepo pristopil do mene, Boštjan je rekel, lej, pusti lektorje, dejansko ti naredi to, kar ti čutiš in veš, da je prav. Pa seveda poleg tega tudi, kar ti bo lažje na samem odru. In sem spremenil v zadnjem trenutku, namesto če sem v kolikor, sicer v govoru se mi je dvakrat malce zateknilo, tako da niti ne vem, a se je to dejansko slišalo v dvorani ali ne, ampak kolikor sem dobil povratne informacije, ne. Se je pa lepo pač videlo, da sem se umiril, ustavil, kontroliral jecanje in lepo povedal naprej. Hvala še enkrat celotni TEDx Ljubljana ekipi, Boštjanu Romihu in predsedniku društva TEDx Ljubljana Gregorju Čuferju in pa seveda jaz ne morem tukaj mimo brez brez mojih sogovornikov na eventu. Res, imeli smo sicer zelo različne, v večini primerov zelo različne tematike, ampak iz vsake tematike sem jaz osebno in verjamem, da tudi vsi prisotni na samem dogodku so lahko potegnili eno dobro stvar. Pa katerakoli je to že bila za njih, kajti se vemo, vsak lahko potegne iz istega govora različno stvar. Res, srčni ljudje, predani svojemu poklicu, svojim prepričanjem in ni čudno, dejansko ni čudno, da so tako oni kot organizatorji dobili veliko pohval in tudi mi govorniki. Zdaj grem pa jaz na dopust, se vidimo naslednji teden.